Stres je psihološki odziv, pri katerem določena okoliščina, torej stresor, ki je lahko zunanji ali notranji, zamaje naše ravnovesje. Kaže se kot časovno zaporedje dogodkov stresor, zasnova grožnje in stanje bojazni. Stresorji so dražljaji, ki telesu izvajajo stres. Pri zunanjih stresorjih pride do spremembe notranjega stanja sistema kot posledice zunanjih okoliščin. Ti stresorji so lažje prepoznavni, saj so to situacije, v katerih se sami zavestno znajdemo, kljub temu pa niso vedno pod našim nadzorom. Za razliko od notranjih stresorjev, ti prihajajo iz okolja in lahko vplivajo na več ljudi hkrati. Vključujejo večje življenjske spremembe, kot je na primer izguba službe, izguba ljubljene osebe, finančna stiska, socialna podpora, zdravstveno stanje ali pa večje svetovne spremembe, kot so epidemije, to je bila na primer COVID-19, ali ekonomske krize. Vir notranjih stresorjev so lahko tudi odnosi v družini, odnosi na delovnem mestu, medosebni odnosi. Ti predstavljajo pomembno komponento, saj smo v njih vpleteni večino svojega življenja. Boj ali beg je naravni odziv našega telesa na situacijo, ko zaznamo, da smo v nevarnosti. Zaznavanje stresa je odvisno od vsakega posameznika, kar je lahko za nekoga stresno, je lahko za drugega vznemirljivo ali pa mu predstavlja izziv. Ključno razumevanje zunanjih dejavnikov stresa je, da večine ne moremo nadzorovati, lahko pa nadzorujemo način našega odzivanja. Od našega dojemanja in načina, kako se spoprijemamo s pritiski iz okolja, je odvisno, ali bo določen dogodek lahko prerasel v stresor. Notranji stresorji lahko v nas ojačajo vpliv zunanjih stresorjev. Če se že spopadamo z visokimi osebnimi pričakovanji in standardi, ki jim nismo vedno kos, so lahko situacije nepričakovanega prometnega zastoja ali zamude zelo stresne. Ni pa vsak stres ustvarjen enako. Z notranjimi in zunanjimi stresorji je treba ravnati na različne načine. Obvladovanje stresa zaradi prometnega zastoja bi bilo precej drugače kot soočanje z visokimi osebnimi pričakovanji. Čeprav obe situaciji povzročata stres, je količina nadzora, ki jo imamo nad vsako od njiju, zelo različna. Prometni zastoj se nam zgodi, to je nekaj zunanjega, medtem ko svoje pričakovanje ustvarjamo mi, torej izhajajo iz nas, so notranje. Če želimo zmanjšati stres zaradi prometnega zastoja, je naša edina možnost, da spremenimo svoj odziv. Da bi zmanjšali stres, ki ga čutimo zaradi naših pričakovanj, pa imamo notranjo moč, da spremenimo pogled na sebe. V raziskavah so znanstveniki podrobno preučili tiste dejavnike, ki so značilni za delo. To so na primer slabi delovni pogoji, izmensko delo, dolg delovnik, službena potovanja, tveganje in nevarnosti, nova tehnologija in pa prevelika ali premajhna delovna obremenjenost. Pri industrijskih delavcih, ki so mlajši od 45 let in delajo več kot 48 ur tedensko, je umrljivost zaradi srčnih obolenj dvakrat večja kot pri njih podobnih delavcih, ki pa delajo največ 40 ur tedensko. Ugotovili so, da delovni teden ne bi smel biti dosti daljši od 40 ur. V daljšem delovnem tednu produktivnost pada, poveča pa se tveganje za bolezni srca in ožilja. Kaj pa sploh povzroča stres na delovnem mestu? Delo, ki je nevarno, vključuje dolge ure, izpolnjevanje rokov, izpolnjevanje visokih standardov, pričakovanje uspešnosti, nalaga nam nejasna pričakovanja, postavlja vse večje nepravične zahteve, delo v okviru omejitev zmernih virov in obvladovanje nenadnih izrednih razmer, manjka občutek nadzora v procesu odločanja o delu ter lahko vključuje ustrahovanje ali nadlegovanje na delovnem mestu. Odnosi na delovnem mestu so lahko na primer odnos delavec-nadrejen. Ta je lahko stresen, če slednji svojo avtoriteto uveljavlja na neprimeren način. Ob tem se delavcu pojavlja psihološki pritisk, zato je pomembno, da se nadrejeni do svojih zaposlenih obnašajo s spoštovanjem. Ugotovili so, da več stresov doživljajo tisti vodstveni delavci, ki so bolj tehnično usmerjeni oziroma usmerjeni k stvarem, manj pa tisti, ki so usmerjeni k ljudem. Naslednji odnos je odnos med sodelavci. Ker so sodelavci ljudje, s katerimi preživimo veliko svojega časa, je od našega odnosa odvisen tudi sam uspeh organizacije. K slabi socialni klimi in pomanjkanju podpore prištevamo tekmovalnost in konflikte. Povezava med poklicnim in zasebnim življenjem pa naj bi še posebej bila stresna za ženske, od katerih se velikokrat pričakuje, da hodijo v službo in skrbijo za gospodinjstvo. Kot posledica vsega pa prihaja tukaj potem tudi do porasti ločitev. Posamezniki, ki menijo, da imajo veliko stopnjo nadzora nad svojo okolico, se počutijo bolj udobno in so manj prizadeti zaradi stresnih dejavnikov iz okolja. Prav tako je priporočljivo, da se zaposlenim omogoči veliko nadzora nad lastnim delovnim okoljem, kar lahko prispeva k zmanjšani ravni stresa.
V bistvu to pomeni, da bi morale organizacije ustvariti delovno okolje, v katerem zaposlenim omogočijo nemoteno delovanje in posledično uspešno obvladovanje stresa. Poglavitno doživljanje stresa je povezano z ogroženostjo človekove samozavesti, samospoštovanja in bojaznjo zaradi izgube socialne varnosti ali domačega zavetja. Tako notranji kot zunanji stresorji imajo lahko enake fizične in psihološke učinke. Imate lahko težave s spanjem, utrujenostjo, anksioznostjo, depresijo, izgubo apetita, fizične bolečine, glavobole, lahko ste razdražljivi in tako dalje. Učinki stresa so enaki, ne glede na to, ali prihajajo iz notranjih ali zunanjih virov. Negativni učinki se s časoma kopičijo in če je stres kronična težava, vodijo v poslabšanje zdravstvenih razmer. Če vsakodnevnega stresa ne zdravimo, lahko povzroči kronični stres. Razumevanje in obvladovanje stresa je odvisno od uspešnega prepoznavanja okoliščin ter samega izvora. Težavo lahko proučimo in ugotovimo, kako lahko s spreminjanjem zunanjih okoliščin ali svojega odnosa in vedenja do njih vplivamo nanje. V strokovni literaturi so zunanji viri soočanja tisti, ki predstavljajo zunanjo pomoč pri obvladovanju obremenitvenih situacij. Ne odpravljajo stresa niti njegovih posledic, zmanjšujejo pa njihov vpliv na človeka. Imenujemo jih tudi paliativni, torej so podporni viri obvladovanja stresa, moderatorji obvladovanja stresa in mediatorji obvladovanja stresa. Za na konec pa vas vabim, da še opravite eno vajo, in sicer vzamite si list papirja, na vrh napišite zunanji stresorji in potem po alinejah zapišite vse te stresne situacije, ki izhajajo iz zunanjih stresorjev, ki ste si jih zamislili tekom videa ali pa si jih spomnite zdaj. Tako boste tudi v prihodnosti nanje bolj pozorni, bolj pripravljeni in mogoče spremenili odziv nanje.